En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Samir Muminović, sem diplomirani zdravstvenik po poklicu. Prihajam iz zdravstvenega doma Karan, kjer sem zaposlen v referenčni ambulanti in v Centru za krepitev zdravja. Izpred Centra za krepitev zdravja smo danes tukaj v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj pripravljeno tako zelo zanimivo predavanje, aktualno predavanje. Namreč pogovarjali se bomo o zdravem življenjskem slogu, povezavi z današnjim časom, ki nam ga kroji korona. Za popotnico v zdrav življenjski slog si bomo sam pogledali tole eno slikco. Zdaj, a je zdrav življenjski slog samo telovadba? Se pravi, tale gospod, ki tukaj miga, vidimo, da je on fit, da je on zelo pripravljen, dela vaje, dela nekako pravilno vaje, verjetno je lahko to kakšen osebni trener, ki nam lahko pomaga. Ampak zdrav življenjski slog ni samo telovadba, zdrav življenjski slog ni samo to, da ste takole fit pa pripravljeni, pa da imate neke rekvizite. Pojdimo na sami začetek, si postavimo vprašanje, kaj je zdravje, kaj vam predstavlja zdravje, recimo. Zdaj, večino od vas ponavadi odgovori, kdaj pomislite na zdravje, ko postavimo vprašanje na kakšni delavnici, je več ali manj odgovor to, da sem zdrav. In potem, ko poskušamo iti malo globje, večina ljudi reče kaj? Rečejo to, da me nič ne boli. To, da lahko normalen hodim. To, da lahko normalen jem in pijem. Se pravi, česa se oni dotaknejo? Dotaknejo se enega dela tega zdravja. Vsi se pogovarjajo, recimo rečejo to, da se dobro počutim, to, da mi je fajn, da ni nič narobe z mano. Dotaknejo se treh segmentov našega zdravja. Dotaknejo se telesne blaginje, duševne blaginje, zelo malo se pa dotakne socialne blaginje. Kaj bi rekli pod socialno blaginjo, da to je? Kako? Da imate dosti denarja. Recimo, kaj vam pa denar prinese potem? Dobro, a se mogoče pomislite temu, da denar lahko prinese tudi prijatelje? Narobe razmišljamo, ampak velikrat je to. No, kaj hočem povedati? Hočem vam povedati, da ko je skupina večja ljudi in več ljudi, ko sprašujete, se največkrat dotaknejo teh treh stvari in potem to izgleda nekako tako. Največ ljudi pove telesnih, se pravi, da se dobro počutim, da me nič ne boli, da lahko hodim po stopnicah, da lahko normalno žlico držim. Dotaknejo se duševnega stanja, duševne blaginje v smislu, da sem psihično spočit, da me nič ne obremenjuje. Tudi prej zdaj, kaj je gospod rekel o tem denarju, ti če imaš denar, misliš, da si zdaj lahko srečen in zadovoljen. Samo ko je človek bolan, ko ima neko bolezen, ko je karkoli narobe, denar tega ne more rešiti. Pri socialni blaginji na eno stvar pozabljamo. Če bi vam zdaj pokazal zemljevid Slovenije, kako je v Sloveniji razvita socialna blaginja, bi ugotovili, da je en del Slovenije, dajmo reči Prekmurje, socialno blaginjo zelo bogat, v narekovajih. Kaj to pomeni? Imajo ful dobre sosedske odnose. Oni se med sabo pogovarjajo. Zakaj? Veliko tam vemo, da je kmetijstvo razvito, veliko skupaj sodelujejo, si pomagajo in na tak način oni razvijajo socialno blaginjo. Oni šele poje na telesno blaginjo, oni šele to, ga bo nekaj hrbet bolel ali karkoli. On mora v 4 zjutraj, ti če si kmet, v 4 zjutraj moraš vstati pa iti pospraviti pa narediti. Tako nekako zgleda slika, čemu največ dajemo poudarka, kar se tiče našega zdravja. Nam je važno, da nas ne boli. Zdaj za zdravje je pa potrebna ena stvar. Mi se moramo držati zdravega življenjskega sloga. Kaj to sploh je? Zdaj, zdrav življenjski slog je osnova, je neka osnova za zdravje. Kaj to vse obsega? Mi, če hočemo biti zdravi, se moramo zdravo prehranjevati, moramo biti telesno aktivni, moramo opustiti nezdrave navade in izogniti se moramo stresu. In vse te 4 segmente, vse te 4 sklope bomo danes probali nekako v eni uri iti skozi.
pogledali bomo neka načela, neka pravila zdravega življenjskega sloga, pa pogledali bomo, kakšne so bile pasti v času korone. A smo mi kaj spreminjali v času korone, ali nismo spreminjali? A nam je korona odprla oči, ali nam ni? A so nas sam zaprli, pa smo se dol usedali, pa smo povratili nezdravi, ali ne? Ste videli, rata zelo zanimiv. Lotili se bomo najprej zdrave prehrane. Zdrava prehrana, osnova zdravega življenja. Mi, če se ne bomo zdravo prehranjevali, to nam je jasno. Če se zdravo ne prehranjuješ, se nam začnejo težave v smislu srčno-žilnih obolenj, odvečni kilogrami, težje gibanje, kronične obolenja. Po Svetovni zdravstveni organizaciji je pač zdrava prehrana tisti del zdravega načina življenja, ki človeka krepi. Če boste vi samo sladkor jedli, vas to nikamor ne bo pripeljalo. Primer otroka pred spanjem date mu sladkor za jesti, on rata hiperaktiven. In če bi vi cel dan samo jedli sladkor, ste tudi samo hiperaktivni. Ampak glikemični indeks se vam hitro dvigne, bo pa tudi hitro padel. Hitro boste spet lačni. Zdrav način prehranjevanja preprečuje bolezni, pa vpliva na visoko delovno storilnost. Vi, če se boste fajn, zdravo prehranjevali, podkrepili z neko vrsto živil, zdravim, govorimo o zdravih živilih, boste tudi imeli voljo in moč opravljati neke storitve. Morate biti pozorni na razmerje živil rastlinskega izvora in živil živalskega izvora. Delež živil rastlinskega izvora naj bo večji od živalskega. To si dajte zapomniti. Ne smemo pozabiti na še eno stvar. Na vodo. Pitje vodo je ključno. Je najpomembnejša snov v telesu, pa za užitje moramo na dan koliko. Koliko je priporočljivo, da bi na dan zaužili vode? Vsaj 2 litra. Nemo reči kar 2 do 3 litra za odraslo zdravo osebo. Pri zdravi prehrani ni pomembno samo, kaj jemo, ampak je pomembno tudi kdaj in kako jemo. Pravilen ritem prehranjevanja, pravilen način uživanja hrane, pa primerna porazdelitev dnevnega energijskega vnosa po obrokih. Kaj to pomeni? Mi moramo vedeti, koliko približno bi mogli pojesti pri zajtrku, koliko pri večerji, koliko pri kosilu. A mogoče kdo ve, koliko procentualno bi večerja mogla pri nas procentualno biti dovoljeno. Če rečemo, da je zajtrk 25%, dopoldanska malca 15%, kosilo 30%, popoldanska malca 10%. Koliko stane za večerjo? Ne more biti brez, more biti, prav smo rekli 25, 15. To je 40, potem smo rekli 30. Ja? Koliko je zdaj? Na koliko smo? Na 70. 10 je popoldanska malca, 20% za večerjo. Meni, ko sem to bral, se mi je zdela ta številka kar visoka, ampak rabimo. Ker če smo pojedali res samo v narekovajih povedali 80% čez dan, poj pred spanjem zvečer, tiste 3-4 ure pred spanjem, moramo vnesti še tistih 20%. Točno, odvisno je kaj. Zato si je treba razporediti. Zajtrk naj bo zajtrk, kosilo naj bo kosilo, večerja naj bo večerja. Pravilna sestava hrane glede na kritje dnevnih energijskih potreb v skladu s priporočili, to je to, kar sem vam zdaj rekel. Okay. Vnos hranil glede uživanja zdravih koristnih živil, treba je pač uživati hrane z manj maščobe. Pozorni moramo biti na nasičene in transmaščobne kisline, pa čim manj sladkorja. Kje je naša največja napaka, ko jemo? Sploh, ko nimamo časa. Pekovski izdelki, sladkarije. To si predstavljate, da to jeste samo živi sladkor. Kaj smo rekli pri otroku? Dvigne ga na hiperaktiven, rata na hitrco, potem to hitro izveni in čez dan to nas ne bo držalo na dolgi rok, če vi samo sladkor jedli. Treba jesti veliko hrane, ki je obogatena z vlakninami, vitamine pa minerale. Bodite pozorni, kaj vse to jeste. Zdrav način prehrane. A je pomemben?
Zdaj se pogovarjamo še zmeri o prehrani, o zdravi prehrani. Sam vam nič ne pomaga, če vi jeste zdravo prehrano, pa je ne pripravite na pravi način. Vi lahko kupite bučke, pa malancane, pa ne vem kakšno vrsto zelenjave in potem kaj naredite, potem jo greste pa pomokati, pa v jajc, pa v maščobo. Pomakati, pa tako, primer je krof. Kaj mi s krofom naredimo? Pač imamo neke sestavine, ki so ogljikovi hidrati, lahko škrob, pa ne vem kaj še vse zraven in potem je moja mami tako v zmeri naredila, da je ona tisto pomočila v kastrolo z oljem, potem je ona to vzela ven. Kaj je naredila? Na servet je dala zato, da je popivnala tisto maščobo. Ampak krof ne more biti brez česa. Brez cukra. Pa ga pa pocukramo. In se pravi, tam ga je namočila noter v tisto globoko maščobo, se je zavedala, da je nekaj narobe naredila, potegnila je ven tisti krof, ga je dala popivnati tamle na eno brisačko. Zakaj ga ne bi tazga? Pa še sem že odstranil tisto odvečno maščobo. In pa še na topu krof lepo daš gor cukrček, da se vam fajn gor prime, da se strdi, rata tista skorica. Evo pa smo naredili tisti odvečen sladkor, ki ga res ne rabimo. Peka na žaru. Ne bomo se prav vzeli piščanca z neko odvečno maščobo, bomo lepo vse secirali, dali stran dol, bomo kupili neka piščančja prsta brez ovojev, brez tistih kožic pa tega vsega, pa bomo dali na žar. Samo jati nikoli žara ni delal brez začimb. Kaj je naredil? Je spet je skorico vrnil nazaj. On, ko je tist lepo vse namočil, pa mariniral, pa naredil, pri toplotni obdelavi, kaj je naredil? Je naredil točno to, plast spet sladkorja, konzervansov in ne vem česa še vse. Nekaj smo dali stran za naše boljše počutje, pa smo pa to dodali nazaj. Mogoče se še bolj škodljiv. Mehanska in toplotna obdelava sta zelo pomembni pri pripravi hrane. Koliko od vas ima doma mikrovalovko? Imamo, Anada. A pa je mikrovalovka škodljiva? Baje, kje to piše baje? Moje mnenje je tako, da če nekaj šlo ven na trg, je verjetno moglo iti skozi neko določeno inšpekcijo, skozi neka določena pravila in so pa ugotovili, a je to škodljivo ali ni. Jaz pravim, da ne. Moje mnenje, če jo na ta prav način uporabljaš, ne. Kje je največja napaka pri uporabi mikrovalov? Odtajevanje mesa. Vsi vemo, kako se meso odtaja. Vzemite ga ven, dajte ga v hladno vodo, pa nazaj v hladilnik, da se ne mrznem odtaja. Ker je še zmeri ni toliko hladno noter, kakor pa v zamrzovalniku. Kaj mi naredimo? Mi mislimo, da mikrovalovka samo fast food, se pravi, čim hitreje nekaj dosežeti in narediti. Kaj naredimo? Ja, 300 gramski kos mesa damo za 4 minute na 1800 stopinj. Kaj smo naredili? Ja, skuhali smo ga na zunaj, noter ostane kašan, mrzu, zmrzne še kar. Ampak na mikrovalovka nam je zdaj v 45 minutah ali v 1 uri, recimo, odvisno od programa na mikrovalovki, lahko normalno odtaja na pravilen način. Namesto 6 ur v hladilniku, da se odtaja, ali pa recimo na sobni temperaturi, čeprav vemo, da tudi to ni toliko priporočljivo, mi moramo to v 4 minutah. Kaj smo naredili? Nismo nič naredili. Mehanska in toplotna obdelava. Kako? Kako pa veste, da tam imajo tako? Ja, samo pizzerija, morate vedeti, ima verjetno neki trak, po katerem deluje in neko pravilo, higiensko in po HACCP-u mislim, da morajo delati. Po moje, da oni imajo vnaprej že pripravljeno in prštimano za stranke. Ja, samo to pogovarjamo se potem o cvrtju. Pico vam oni ne naredijo iz zmrznega testa. Razen, če je že vnaprej narejena, to je pa narobe. Ne, ni vnaprej narejena. Ne, jaz mislim, da tako smo zdaj, iz skrinje, da damo takoj v 3 litrah pa je. Ampak jaz mislim, da ga nimajo, lahko da ga imajo, ne vem, ne poznam teh pravil tam, ampak poj to ni glih pravilno. No. Ja, pa ni tako mora biti vse narejeno. Mislim, da pač imajo vnaprej že pripravljen
polpečen oziroma predpripravo imajo oni malo drugačno, kot pa mi doma. Vsem, da restauracije, hoteli, bari, gostilne oziroma kdorkoli se ukvarja z prehransko verigo pa s posluževanjem hrane, vsem, da imajo oni vnaprej po nekem programu predpripravo. Tako da je predpriprava. Tako da jaz mislim, da ni čisto surovo zmrznjeno, ampak da je mogoče neke vrste predpriprava. Ne vem, nisem gostinec. Zato. Tako da. Se pravi, verjetno gre za neki proces predpriprave že prej, zato da imajo oni olajšan potek dela. Vemo pa, katere stvari se lahko zmrznjene uporabljajo, katere pa ne. Tako da, se pravi, da takšne stvari, ko bolj vrede, nadoma nekaj določena riba, pa takoj iz skrinje bolj že kaj in tako. Evo, to je predlog za vodje knjižnice, mogoče neko predavanje, kako oni to počnejo. Ok, prej smo se pogovarjali, zdaj smo dali skozi na hitrico zdravo prehrano in neke smernice zdravega življenjskega sloga in prehrane. Gremo na telesno aktivnost. Redna in telesna zmerna aktivnost ima samo pozitivne učinke na naš telo. A je tako? Sprav, zmanjša obolevnost oziroma preprečuje razvoj nekih bolezni lahko, ker vi s tem, ko ste redno aktivni, se gibljete, zelo pozitivno vplivate na razvoj srčno-žilnih obolenj, lahko preprečite marsikakšen srčno-žilni dogodek, uravnanje telesne teže, potem povečamo imunsko in telesno odpornost, podaljšujemo si življenjsko dobo lahko z redno telesno aktivnostjo. Seveda ne smemo pretiravati. To mora biti nekako, dajmo reči, na narekovajih podbudnim očesom nekega strokovnjaka, oziroma če se že sami lotimo, da si prej kaj preberemo, da kaj naštudiramo, da pač malo vemo, ker ne boš šel teči maratona nepripravljen. Se pravi, boš mogel nekaj trenirati, boš mogel nekaj zase narediti, boš mogel najprej superge ta prave, sebi kupiti, ok, kar boš oblekel je že več ali manj nepomembno, ampak ne boš kar kupil ene superge za 300-400 evrov in se odločil iti teči na neki maraton 40 ali pa 21 km pol maraton. Treba se je prej pripraviti. In redna in zmerna telesna aktivnost pač izboljšuje vse to, poveča naše aerobne sposobnosti in res blagodejno vpliva na naš zdravje. Se pravi, same pozitivne učinke zdravega življenjskega sloga. Kaj pomeni redna telesna aktivnost? Vsaj 30 minut zmerne telesne vadbe, 5 dni na teden. Lahko tudi več. Zdaj, kaj je zmerna telesna vadba? Zmerna telesna vadba moja se razlikuje od vaše. Gledamo lahko na spol, gledamo na starost, gledamo na naše počutje, na kronično obolenje. Zdaj, za nekoga zmerna telesna vadba, ki ima srčno popuščanje, ki ima neke težave, je lahko že dosti 30 minut sprehoda. Zame, ki sem recimo, dajmo reči temu, fit pa zdrav, je mogoče 30 minut hoja v hrib v tem primeru, ali pa mogoče celo neki jogging, tek, neka nordijska hoja, prav malo večji napor. Kaj nam še prinese telesna aktivnost? Prinese se splošno boljše počutje. Jaz, ko se gibam, se tudi boljše počutim. Veliko bolj se počutim. Lahko da pretiravam kdaj, pa sem potem bolj zmatran, ampak v večini primerov redna telesna aktivnost mi pozitivno deluje na moje telo. Koristi redne telesne dejavnosti so pač neprecenljive. In dokler se lahko redno gibljamo, dokler se lahko sploh gibljamo, se sploh ne zavedamo, kaj imamo. Enkrat, ko se poškoduješ, enkrat, ko imaš neko bolezen ali nekaj in ne moreš biti redno telesno aktiven, potem se pokaže naš ta handicap in to pomanjkljivost in to nam res manjka. Redna telesna aktivnost varuje ljudi v vseh starostnih skupinah, od otrok do starejših. Jaz osebno se ukvarjam športom s tem, tako da sem trener pri nogometu in sem delal že z majhnimi mulčki, pa delam zdaj s starejšimi. A veste, da je bilo veliko lažje in boljše delati z manjšimi. Zato, ker njemu karkoli si pokazal, je on to naredil. In mu ni bilo problem preval narediti. 19-letnem starmu fantu, ki trenira nogomet že 15 let, je težko zdaj reči, da je naredi preval. Ker ga enostavno ne zmore ali pa ne zna. Če ga pa zmore, pa če ga zna, se mu pa zdi to preveč otroče. No, to so neki osnovni gibi, ja, smešan, ampak to so neki osnovni gibi, ki jih moramo poznati. Zato ta redna telesna aktivnost od takole majhnega pa do konca življenja. Če v Google upišete, da se dajmo dotakniti rekreativnega športnika, kaj mislite, da vse nam bo ponudil Google? Kaj prinaša to na naše življenje, na naš zdrav življenjski slog,
če gremo rekreativni športnik. Športniki rekreativni so vzdržljive si. Zato, ker skozi imaš neko kondicijo, skozi dihaš, skozi si pod nekim tempom. Bolje se prilagajamo, smo spretnejši. Kaj bi pod to lahko? Čemu se bolje prilagajamo? Bolj se prilagajaš nekemu stresu, bolj se prilagajaš nekemu naporu. Zato, ker si že tega navajen. Enkrat, kad ti srce začne razbijati, recimo danes tukaj, ko moram pred vami klele predati, meni srce začne razbijati. Jaz kot športnik, kot navajen tega hitrega pulza in tempa, pa to nekako lažji pač speljem. Spretnejši sem v smislu ravnotežja, spretnejši sem v smislu neke motorike, pač skozi sem aktiven. Energije imam jaz itak skozi preveč, to mi že doma pravijo, v službi pravijo, prijatelji pravijo, tako. Meni pač, ampak to je lahko, da zaradi tega, ker ne vem, sem res skozi aktiven. Jaz bom od tukaj šel verjetno domov pa na trening oziroma neki steč, pa laufat. Hitreje se odpočijem. A je to res? Če je Google rekel, pol je, ne? Res je. Vi kot športnik, kot aktivni športnik, kot rekreativc si hitreje znate odpočiti. Zato, ker se tudi ne boste toliko hitro zmatrali, zato, ker imate kondicijo. Nekdo, ki je imunsko oslabljen, se zelo težko odpočije. Nekdo, ki ima težave kronične s hrbtom, se zelo težko naspi. Če bi pa ta isti človek, ki ima težave s hrbtom, redno telovadil in delal neke vaje za krepitev hrbtnih mišic, bi mogoče ta bolečina bila manjša in bi si tudi hitreje odpočil na račun tega. Močnejši, definitivno, mišice skozi delajo, gibljivejši tudi. Vi, če hodite, če boste začeli s hojo vsak dan, sprav 100 metrov, prehodite 100 metrov, recimo, da niste do zdaj bili nič aktivni, se odločite, da boste jutri začeli hoditi. Prehodite prvi dan 100 metrov pa nazaj. Naslednji dan pa idete 110 pa nazaj. Potem dodajate vsak dan 100 metrov. To zelo malo prišli na 1 kilometer, na 2, 3, 4, 5. Ratali boste bolj gibljivi. Potem navte še z dvigalom hodili v stanovanje v bloku, ampak boste, ne vem, če živite na 7 nadstropju, boste šli 4 nadstropje z dvigalom, pa 3 peš. Tako boste ratali gibljivejši in boste videli, da na vas to vpliva. Odpornejši definitivno, ker s tem, ko vi krepite imunski sistem in se redno gibate, ste tudi odporni. Boljšega razpoloženja. 100%. 100%. To spoznamo šele takrat, kot sem prej omenil, da če mi se poškodujemo, zbolimo, obležimo ali karkoli, pa smo rekreativni športnik, recimo temu, da nemo reči, da je rekreativni športnik nekdo, ki se redno giblje. Rekreativni športnik, ko enkrat obleži, skoraj da ne rata depresiven, zato ker njemu manjka mu to gibanje, manjka mu zrak, manjka mu iti v naravo, manjka mu se prešvicati, manjka mu malo nabiti puls. Lepšo in boljšo telesno držo. Seveda. Ima boljši apetit. Jaz ga imam definitivno. Po moje, da tudi če se nam kdaj mogo gibati, da bom bolje spi. Seveda boljše spi. Človek, ki je športnik, ki je rekreativc, ki se redno telesno giblje, ki je aktiven, tudi boljše spi, zato ker je tudi po določenih trenutkih malo utrujen, porabil določeno vrsto energije, določeno količino energije, potem to tudi rabi vrniti. Vrnejo tudi spanjem, boljšo koordinacijo. Vi, če boste že sam začeli hoditi, se sprehajati, in boste spremenili to hojo v neko hojo v hrib in se boste začeli obračati in boste delali neke osnovne gibe spreminjanja smeri telesa, boste s tem delali tudi na koordinaciji. Vitalnejši to se vsi strinjamo, smo rekli, manj obiskuje zdravnike. Zdaj ta je taka tako. Lahko jih obiskuje manj zaradi tega, ker se dobro počuti, lahko jih pa začne več obiskovati, ker bo prihajalo do poškodbe. Zakaj prihaja do poškodbe? Mogoče zaradi teh nepravilnih gibov, pa mogoče zato, ker malo pretiravamo. Včasih poje sami sebe precenimo in namest 10 kilometrov gremo preteč v hrib, raj poje še 2, pa se tam lahko poškoduješ. Malo lepše oblikovano telo, vi, če boste začeli hoditi, tu ne govorimo samo fitness, vi, če boste začeli se samo hoditi, sprehajati, hoditi v hrib, boste začeli določeno vrsto mišic krepiti, ojačevati, spreminjati in bo tudi vaša oblika telesa spet se mogoče vrnila nazaj tam, kjer je bila včasih, ko ste bili mlajši, recimo. Porabljamo več energije. Ja. Mi s tem, ko smo redno telesno aktivni, proizvajamo tudi neko vrsto energije in to energijo potem tudi lažje porabimo. Vi si
In ne vem, meni paše, da grem na en sprehod, tek v hrib, na ta način si nafilam baterije, potem to energijo, ki si jo naberem v naravi, tem lažje mogoče usmerjam v vzgojo otrok, lažje usmerjam v neko izobraževanje, lažje usmerjam v bilo kaj. Tako da porabljam to energijo. In hitreje posledično potem tudi nadoknadam to energijo. Meni je zdaj čist dosti, če grem na eno svojo klopco, na en vaški hrib, pa grem na hitrco gor. Ne rabim biti v pol ure, kaj ponavadi imam pol ure gor pa dol recimo. Lahko grem tudi v 1 uri. Ampak jaz se na ta način rehabilitiram oziroma pač pridem malo k sebi, se nafilam. Govorili smo prej o zdravi prehrani in zdaj govorimo o telesni aktivnosti, pa o rekreativnih športnikih. Obstaja še en catch, še en trik. Prehrana rekreativnega športnika. Vi, ko ste uradno rekreativni športnik, morate tudi poznati neka pravila prehranjevanja. Obstaja predavanje v sodelovanju z mestno knjižnico Kranj, smo ga že izvedli in je dosegljiv tudi na portalu na YouTubu. Enostavno pojďte na Google, napište ali pa v YouTube pa samo napište prehrana rekreativnega športnika pa mestna knjižnica Kranj. Pridete do linka, tam je naša Kaja, kolegica, ki se s tem ukvarja in je tudi že odpredala tukaj. Če bo pa treba, seveda lahko še enkrat povabite, pa mogoče bo še kdo si želel to ogledati v živo. Se pravi, zdaj smo predelali zdravo prehrano, telesno aktivnost na hitrco, na vrsti je opustitev nezdravih navad. Za zdrav življenjski slog definitivno moramo opustiti nezdrave navade. Kje so? Prva je alkoholna pijača. Crklele piše omejitev alkoholnih pijač, pitja. Ko prijete na eno izmed mojih delavnic, oziroma ko ste v moji ambulanti, imam jaz kar tole prečrtanje, rečem pri meni, alkohola in kajenja ni. Pač mogoče zaradi tega, ker sam ne pijem niti kave, niti kadim, se izogibam res alkoholu, tako da vi, če hočete ohranjati zdrav telo, biti na neki formi in če se želite slediti trendom zdravega življenjskega sloga, dajmo reči ne omejitev, ampak kar izločati alkoholne pijače, opustiti kajenje in se izogibati nezdrave, hitro pripravljene prehrane. Zakaj pa pri tej lahko rečem izogibati? Točno zaradi tega, doma imamo mikrovalovke, ki jih na nepravilen način uporabljamo. Dajmo se naučiti pripraviti. Živimo v svetu, ko je vse tako natempiran in smo primorani se kdaj pa kdaj ustaviti na kakšnem prostoru oziroma v kakšni trafiki, ali ko se že reče, pač na kakšnem štantu, kjer si kupimo kakšno pekovsko pecivo ali karkoli. Dajmo to probati čim manj delati. Dajte si raj vnaprej doma pripravljati zadeve, pa jih potem s sabo nesti, ker pa vsaj veste, kaj ste pojedali. Saj ne veste, kaj vse nam dajo noter v kakšno pecivo, kakšno maslo uporabljajo, kakšne aditive pa kaj. Tako da opustitev nezdravih navad, jaz mislim, da največji izziv današnjega časa. Zelo, zelo, zelo težko, že zaradi tega, ker nam manjka časa. Četrta je bila stres. Glede na čas, v katerem živimo, se je zelo, zelo težko izogniti tega stresa. Ali pač lahko. A se lahko izognemo stresu? Izognemo se mu težko, lahko pa ga obvladujemo. Jaz mislim, da noben od nas tukaj ni narejen tako, da če bi nam zdaj prišel nekako, oziroma če vam jaz zdaj predstavil to predavanje v čist neki drugi luči in da bi vas hotel stresirati čist do konca, mislim, da je zelo malo takih ljudi, ki bi rekel, to se mene ne dotakne. Podzavesti se nas vse dotakne in zato se temu stresu nekako ne moramo izogniti. Lahko se mu izognemo oziroma lahko ga pa samo obvladamo. Kako ga lahko obvladujemo? Nekim tehnikam sproščanja. Tehnike sproščanja, ne vem, koliko od vas je že naredil na konc dneva ali pa sred dneva, ko je bilo nekih zelo hudega, pa naredite. Ste. Včasih rabite samo en vdih, pa izdih, včasih jih rabite 10 ali več. Dihalne vaje. Enostavno to so dihalne vaje. Z dihalnimi vajami lahko stres ublažite oziroma ga obvladate. Lahko ga z neko vizualizacijo česa lepega. Zaprete oči in pač tem se reče tehnike sproščanja. Tehnike sproščanja uporabite, lahko si preberete, kaj o tem, s tehnikam sproščanja vi lahko obvladate stres. Zakaj toliko poudarka temu stresu? Stresu se je treba izogniti, ker
so pač posledice stresa so lahko številne. Imamo fiziološke, imamo psihične in vedenjske. Kaj bi lahko rekli pod fiziološke posledice stresa? Zelo enostavno. Smo se že pogovarjali o telesni blaginji. Vas zaradi stresa lahko glava začne boleti. Imate hude glavobole, imate težave s hrbtenico, kaj lahko še? Imate lahko tudi bolezen srca in ožilja zaradi stresa. Stres vam lahko to vse povzroči, ker ste tako naravnani in tako narejeni. Psihične. Zaradi stresa kaj? Prva stvar, ne morete spati. A je tako? In če človek pod stresom ne more kar narediti, pa se obrniti pred sten pa zaspati. Ne more. Enostavno smo tako narejeni, da v podzavesti to tako odreagiramo, da točno, da premeljemo vse skupaj in meljemo in pol je hiter ura 5 zjutraj, pa je treba na šiht. Zaradi psihične posledice se lahko odražajo kot družinske težave. Pravi, če imate pod stresom, vi ste pod stresom, lahko to, recimo, da je nekdo doma, v službi, pod velikim hudim stresom in potem pride tak domov, to začne stresati na svoje domače. Sprav, imate lahko hude družinske težave, lahko pride do depresije, do fobij raznoraznih, nočnih mor. Vse to povzroča delajo psihične posledice zaradi stresa. Vedenjske. Spomnite se za nazaj. Zaradi stresa ne bom šel v naravo, ne bom se gibal. Pretirano poseganje po tobaku, po alkoholu, po sladkorju, po drogah. A lahko še kaj? Ko pride do motenj hranjenja. Zdaj jaz sem se dotaknil samo teh tem pač zdravega življenjskega sloga, kaj jih mi zdaj tukaj govorimo. Ampak zato je stresu treba pač nekako se izogniti oziroma treba ga je obvladati. Zdaj, pogojen s tem stresom sem vam že malo nakazal, kako mi delujemo. En tak tipičen primer. A si znamo razložiti to sliko? Ful enostavno. Prva slika levo, to je očitno neki gospod šef, ki je tudi na sliki gor, na portretu, ki se je začel znašati nad svojim zaposlenim, nad svojim podrejenim. V redu, on je to sprejel, se je obrnil in šel. Šel je domov, on je bil pod stresom. Šel je domov, kaj je naredil? On je to svojo težavo, to težo, ki mu je to breme, ki je na njega stresu šef, na koga je on stresu? Ženo. Zaradi česa? Zaradi malenkosti. Strgan štumf je bil v predalu. Strgan štumf, ki ima verjetno še 30 parov. Vržeš ti štumf pa je. Konec koncev boš dal štumf gor pa čejo gor, pa noben ne videl, da je strgan. Ampak on je zaradi ene malenkosti. Žena je to nekako požrla, spravila nase, čez 2 ure je dobila otroka v sobi, ki je pač nič hudega sluteč hotel nekaj dobrega narisati, pa mu je zmanjkalo papirja in je šel to na steno narisati. Kaj je naredila ona? Je ves ta stres, vse to breme, ki je mož na njo spravil, zdaj ima ona breme od šefa, od moža, zdaj to spravila na svojega otroka. Za brez veze. Kaj otrok naredi? Vse to od celega dneva, kar sta starša pogoltnila pa požrla, je on zdaj stresu, enega uboga mačka. Zakaj? Stok se je tam igral z njegovim farnikolom. In tako stres na nas deluje. Še ena, zelo zanimiva, kako mi delujemo v življenju nasploh. Ta je povezana in s prehrano, z vsem. Greste v trgovino, pridete v trgovino in prvo, kar zagledate, sadje pa zelenjava. Jaz bom zdaj izhajal iz pač sebe, jaz sem majhna 2 otroka, pa oba že hodita. In grem z njima v trgovino. Kako delujemo? Prijemo v trgovino, do česa me priprav trgovina? Evo, to so 3 otročki, šli so v trgovini, zelo nazorno pokazan. Kaj vidite? Kaj bojo oni naredili? Pa ful je lepo vse pisano pa barvito, ano? Sadje in zelenjava. Sam gledajte to. Višina. Kako ne jaz zdaj prepričam svojega Emina, da je ful dobra tista paprika, pa ful dobra tista melona, pa ne vem kaj še vse. Kako ne ga prepričam? To vidim jaz, on to ne vidi, ker on to od spode vidi. Kaj vidi on?
Če greste v trgovino z otročkom, ki se vleče po tleh, ki puza po tleh, na vseh 4, tole je njegovemu videnemu polu. Je. To meni tudi povzroča stres. To je nekako čist isto delovanje, kako mi delujemo, čist prikaz, kako mi delujemo. Tisti možakar, ki nadre moža, potem ženo, potem otroka, potem mačka in isto tako, ko greš v trgovino. To pač je neka taka fujn dobra marketinška poteza in oni s tem nam vplivajo na naš življenjski slog. Ker moj otrok se bo začel metati po tleh, bo začel upiti in jaz seveda, da ko bojo pa drugi rekli, če bo on se tam drl, pa če ga bom klofnil. Ko je oni za meni rekli? Tako delujemo, nažalost. Ok, šli smo skozi zdrav življenjski slog v smislu zdrave prehrane, telesne aktivnosti, grdih navad pa stresa. To so 4 komponente za zdrav življenjski slog, na kateri mi lahko vplivamo. In kdaj se je zdaj pokazal ta vpliv na naš življenjski slog? Lanskega marca je bila razglašena epidemija COVID-19. In če je bila prej slika telesne, duševne in socialne blaginje takole, da smo se mi ful posvečali, nam je bilo važno samo, da nič ne boli, da lahko ješ, da lahko piješ, pa to. Ok, pogovarjali smo se bolj malo. Velikrat smo tako. Jaz poznam primere, še zdaj poznam primere, dobro, zdaj bolj manj, ampak tako, poznam primere, ko si prišel, ko sem delal še kot reševalci in smo prišli v vas in smo rekli, kje pa je ta številka? Ne vem, pa vprašaš po priimku, pač prekršiš tisto pravilo, da ne smeš izdati, kako mu greš. Vprašaš po priimku. Nimam pojma, ker pozna samo prvega z leve, pa prvega z desne. Ostalo, kagarkoli ni rabo. Se tu z njemu pa je tudi pogovarjal ni. Mogoče sta enkrat na 10 let skidala sneg v ulici in to je to. Isto v bloku. Veste, kolikrat se naredi, da sosed, ki živi v Prtličju, ne pozna priimka oziroma ne pozna ljudi z vrha. On ve priimki tamle 24 stranke, ne ve pa, kdo je kdo. To je bilo pred. Kaj se je naredil v času epidemije? Ni nam bil več toliko pomemben, da nas ne boli. Začeli smo se pogovarjati. Ful veliko smo se začeli pogovarjati. Zakaj smo se začeli pogovarjati? Iskali smo neke informacije. Iskali smo neko potrditev od soseda. Tabu tema je bila prve 3 mesece. Šit, kaj če ima kdo COVID? Tako. Pa korona. Pa smo kar po blokih špricali, razkužila smo dobili taka navodila. Pa smo se izogibali po teh ljudi, pa otroci niso smeli družiti. Pa tako. Bilo je zanimivo. Ampak zanimivo je tudi to, da smo dali veliko poudarka potem na ta pogovor. Na socialno blaginjo smo dali zelo, zelo veliko. V času epidemije, ko se je začela in potem na tisti prvi rundi, v prvem valu, si šel brati medije o zdravi prehrani. To so nam ponujale lokalni časopisi, mediji, kaj so nam vse dejali. Začela se je spletna ponudba, dajmo reči, lokalne hrane, ker pač uvoza nekako, ne da ga ni bilo, ampak je bilo malo omejen. Pač neke zaloge so se že porabile. Kakšni naslovi so bili? Vrtičkanje v času krize. Vsi smo se lotili vrtov, a je tako? Jaz prvi. V življenju nisem v vrta, zdaj ga imam. Zanimiv. Kaj so nam vse svetovali? Pejte na kmetije, kupite od lokalnega proizvajalca. Spet, malo nas je bilo strah. Kaj pa če je on bolan? Kaj pa če je on okužen? Ta je bila zelo dobra. Ko so nam začeli svetovati, in to smo res povedali, kako smo se obnašali, ko smo šli v trgovino, pa smo stali v vrstah. Meni je bilo fascinantno to, da si prišel pred Lidl, pa je bilo 30 ljudi tam, si šel z sklonjeno glavo dol, masko gor, itak se noben z nobenemu več ni nič pogovarjal, ker se nismo poznali, ker so bile maske čez cel obraz. Šel si po voziček, postavil si se v vrsto, vsi smo bulali v telefone, googlali, brali novice, noben se ni nič pritoževal. Hrano, jaz se spomnim, mi smo hrano nosili domov, lih takrat smo dobili dojenčka, to je bila ena taka zanimiva zgodba. Prišli smo domov, jaz sem skozi balkon, ko smo v Prtličju doma, dal stvari, kar skozi balkon noter in tam smo to pustili par ur, če ne celo čez noč.
Potem je to žena naslednji dan vzela ven z rokavicami, je prebrisala, spucala, oprala, tako. Pač, ja, ampak bilo je vse iz tega, a ne. Kako, pač dobro smo nekaj navodila, kako se moramo obnašati v trgovini. Super je bilo to, da so se potem javili ljudje, ki so bili zelo dobrodelni. Jaz iz primera tega lahko povem, da so nam zdravstvenim delavcem pa nosili malce, pa se nam zahvaljevali, pa tako. Meni je bilo to drugače po eni strani tako ful dobro. Bolj, kar me žalosti še zdaj, da je mogla se zgoditi epidemija, da smo začeli o tem tako razmišljati in to tako gledati. To so bili vse naslovi iz COVID-19. Vse naslovi iz COVID-19. Mene najbolj razveseljuje enkrat tole. Ko je prišel drugi val, se pravi, poleti smo šli že malo na morje, malo bolj sproščeno, sicer smo bili v hostelih pa v hotelih z maskami, na plažo si pa se je držal ful zase, po en stran dobro, po en stran ne, ker smo imeli pa malo miru, ampak pa je prišel drugi val. In mi je bilo zelo zanimivo to, da pač vpliv epidemije je bil v drugem valu pač na prehranjevalne navade manjši. Manjši je bil v smislu tega, da to, kar smo se že v prvem valu toliko naučili. Ker smo že v prvem valu začeli, ko so rekli epidemija drugič razglašena in spet vsi ukrepi pa to vse, spet so se ljudje postavili v vrste, sicer nas je bilo zdaj lahko malo več v trgovini, ampak še zmeri so bile rokavice, razkožila, maske, nismo se drenali na blagajn. Sem tako, pač nekaj je bilo tudi dobrega v tem, ampak s čim smo pa zmagali v času epidemije, kar se tiče prehranjevalnih navad? Da smo doma. Aha, česa smo največ naredili? Smo, a ne? Še ena stvar. Kar naenkrat smo vsi kefirje začeli delati doma. Jaz prvi, presežem, drožkota sem probal narediti, pa mi ni ratov. Enostavno ni šlo. Ampak tako, ja, pozitivna stvar zdravega prehranjevanja v času epidemije, da smo ohranili nekaj teh navad zdaj. Ohranili smo nekaj, še kar nekaj ljudi. A smo se kaj naučili v času epidemije, kar se tiče prehranjevanja? Smo. Jaz mislim, da smo. Začeli smo ceniti neke stvari. Začeli smo ceniti to, da imamo kivi v trgovini, da imamo pomaranče redno v trgovini. Tako. Zdaj tretji, četrti val se je spet začel malo spreminjati. Zdaj se pogovarjamo o prvem in drugem valu, ko je bilo pač najhuj. Ampak tako, ja, taka simbolna slika, zato ker smo res začeli tudi doma predelovati, tako kot ste zdaj rekli. Kuhati smo začeli več doma, ukvarjati smo se začeli s peko, malo bolj premišljeno smo šli v trgovino, nabavili smo res tisto, kar smo rabili, ok, pustimo tiste WC papirje pa to vse. Kar se tiče prehranjevalnih navad, jaz mislim, da je korona prinesla pač nekaj dobrih stvari. Telesna aktivnost v času epidemije, kako je bilo pred epidemijo? Tole je bilo za nas čist nekaj samoumevnega. Slike so lokalne iz mojega konca. Jesenice, Paradolca, pa Lesce, tam, kjer se največ gibam. Šel si v športni park, je bilo to čist nekaj tazga. Bolj je bil problem, če ga ni bilo. A na športnega parka, zako pa klele nima športnega parka, smo se bolj na takimi stvarmi. Sam kaj je bilo? Sploh nismo opazili tega. Šel si mimo, kolikrat smo šli mem nekega igrišča, mem fitnesa, mem igral. Pa so otroka raj potegnili, rekel, ne, daj gremo, ker se nam mudi. Sam enkrat, ko so nam to zaprli, je pa začelo to manjkati. Mi imamo igrala iz kuhinjskega okna, gledamo na igrala in na igralih je bilo tako okoli in okoli rdeče bil trak civilne zaščite. Pa občine, da je zaprt. In je to tako žalosten. Tako, otrok star 5 let, ati, jaz bi šel na to boga. Tako, kaj ni vedel, zakaj se gre in kako je korona vplivala na našo telesno aktivnost. Pač začeli smo ohranjati neko socialno distanco, se pravi tista razdalja 1,5 metra pa pol, 2 metra, to sem že omenil prej na plaži, po en stran ful dober, kaj ti noben več ni stopil na brisačo, musi 3 metre okoli sebe prostora in si se lahko gibal. Isto je bilo takole potem pri gibanju. Omejitve socialnih stikov, pa zaprtje športnih objektov. Do česa je prišlo? Zmanjšanje povprečnega števila korakov dnevno. Ja, zato ker smo že, ko smo šli potem ven z maskam, si samo gledal, da čim prej priješ domov in da se zapreš doma. Više izraženo sedeče aktivnosti. Kje smo ratali bolj aktivni? Pred televizijo, pred računalniki. Online shopping, dostava hrane, tako. Pač, eni so to izkoristili, eni pa pač ne.
Tako da telesna aktivnost pred korono nekako zgleda to. Ta slika bi bila čisto nekaj navadenega. Reklama za pač neki center, fitness, neko športno dvorano, ki ima te aktivnosti in potem se je to zaprlo. Ampak ni vse tako slabo, da se je zaprlo. Do česa je prišlo? Gibanje v naravi. Začeli smo se gibati v naravi. In to za moje pojme je bilo to dobro. Ok, kakšne so bile posledice? Zdaj, če pogledamo na uno stran tamle, izvajanje telesne aktivnosti, redne telesne aktivnosti, pač so neke številke dokazane, kako blagodejno, kako dobro vplivajo na nas. 17% manjše tveganje za kardiovaskularne bolezni, 26% manjše tveganje za razvoj sladkorne bolezni. Samo dveh dogodkov sem se pač dotaknil. Sam kaj pa kontraefekt? Ko si neaktiven, se ti za 24% poveča možnost nastanka nekega srčno-žilnega dogodka, sprav koronarne bolezni. 16% više tveganje za nastanka pi, pa 42% tveganje za sladkorno bolezen. To je tista slaba plat tega zapiranja v hiše in tega sedečega življenjskega sloga. Kje je bil catch, kje je bil trik korone? Smo se začeli gibati privat, sami zase. Jaz prvi sem začel potem delati neko vadbo doma. Ampak tako malo nas pozna, kdaj je preveč, kdaj je premalo. Zato smo se pač mogli naučiti, koliko je priporočljivo za otroka, koliko je za odraslega. To so smernice, 150 minut zmerne oziroma intenzivne vadbe, 75 naj bo intenzivno, kombinacija obojega delamo, delamo neki kardio trening, plus potem še kaj zraven pri odraslih. Otroci naj bi bili na dan 1 uro fizično aktivni, zmerno fizično aktivni. Kaj pomeni zmerno fizično aktiven za otroka? Je to na igralih igra, je to sprehod, je to kolesarjenje, je to kaj drugega. Vsak otrok zase, niso vsi otroci isti. Treba malo pač pogledati fiziološke potrebe določenega otroka in se temu prilagoditi. Ampak 1 uro ne bo na zraku. 1 uro ne bo na zraku z nekim sorojencem oziroma z nekim prijateljem, približno isto starmo, ne se lovite. Pustite ga, ne se lovite, ne se malo porovkata. To bo za njega čisto dovolj aktivnosti. 2-krat tedensko izvajanje vaj za moč, to sem pač dodal zaradi tega, ker sem sam športnik in pač svetujem svojim mulcem, ki jih treniram, da 2-krat na teden morajo pa narediti neko vajo za moč. Ali je to eksplozivna vaja kakšna, ali je to kakšna vaja za krepitev kakšne določene mišice. Pač tako. In tudi rečem, in tudi v času korone, ko smo trenirali online. Za intenzivna vadba okrepi naš imunski sistem. S tem se vsi strinjamo, ampak ne smemo pozabiti na neki. Kje je bil trik ta v času korone? Naenkrat so se ljudje, ki nikoli niso bili aktivni, telesno aktivni, so se začeli kar ukvarjati z milijon vrstami športa. In to je bila za njih že potem intenzivna vadba. Ja, ok, ampak pretirana vadba lahko oslabi imunski sistem. In zdaj v času korone, če imate vi oslabljen imunski sistem, hitreje lahko pride do neke okužbe. Povečali ste si tveganje za okužbo. S tem, ko ste začeli pretirano telovaditi. Ampak s tem, ko ste vi začeli pretirano telovaditi, ste se zmatrali, ste oslabili svoj imunski sistem. Če zbolite za COVID-om, lahko telovate? Odgovor je večkrat tak. Vse, če mi nič ni. To je isto, kot pri navadni gripi ali pa prehladu. Velikrat se naredi, tudi sam sem to delal, jaz vzamem 2 analgina, se dobro oblečem in grem teč. Zato da se prišicam, da vse sebe ven dam. Na dolgi rok mi sledi miokarditis, vnetje srčne mišice. Ko zbolite, je treba preležati. Je treba dati telesu možnost, da sam sprocesira vse v notranjosti, da vse sam da ven. Ne, da vi na silo. A smo se pri telesni aktivnosti kaj naučili? Te slike so mi ful dobre. Vse, kar vidite na sliki, je telesna aktivnost. Tudi držanje kozarca v roki je za nekoga telesna aktivnost. Ne rečem, da tam pijeta šampanjec, lahko da pijeta sok. Ampak telesno sta bila aktivna ta dva, gospod in gospa. Ker sta si lepo postavila nekam na vrt mizo pa stole, sta se lepo do tja sprehodila, sta si nesla tam nekaj za pojesti pa za popiti in sta se tam družila. Telesno aktivna sta s tem, da sta posadila nekaj, da sta šla na sprehod, da sta šla v hrib, sta nekaj narisala, da sta se družila.
Telesna aktivnost je tudi to, da se pogovarjala z nekom. Pač neki so naredili. Ker če ne bi bila telesno aktivni, bi zdaj te slike izgledale tako, da one dva samo ležita in gledata televizijo. Pač neki smo se naučili. Začeli smo hoditi ven. V času korone oziroma v času prvega lockdowna, mogoče tudi drugega. Zdaj, kako je tretji pa četrti, bomo videli čez kakšen let. Bomo videli, kaj bojo slikce pokazali. Ok. Opustitev nezdravih življenjskih navad, pa s tem pač izogibanje stresu. A smo se kaj naučili? Kako izgledalo naše druženje pred korono? Tako. Šli smo ven, smo ga pili, se hecali, družili, pa je bilo dobro. Ko pa je bilo v času korone? Online je bilo vse. A je tako? Kaj smo se naučili? Eno ful pomembno stvar smo se naučili. Eno tako najbolj koristno za moje pojme epidemije. Naučili smo se poslušati. Ti, ko se z nekom pogovarjaš po telefonu, mu ne moš reči, počak, pa mu uleteti v besedo, ampak ga moraš pustiti, da on pove. So se naučili poslušati. Veš, kaj se je najbolj pokazalo? To se je najbolj pokazalo pri starejših. Starejši so končno lahko povedali, kar so imeli za povedati. Ker jaz nisem mogel reči, ful se mi mudi, grem delati, ali pa ful se mi mudi, moram delati, ker sem bil doma tudi jaz zaprt. No, se naučili poslušati en drugega. Veste, koliko novih stvari smo zvedali, kaj bi jih mogli že vedeti. Če se samo dotaknem družinskih dreves, pa tako, kaj je bilo, ko si bil majhen, pa tako, pa slike šli gledati, pa tako. Ampak s to komunikacijo prek interneta, pač na tak način komuniciranja smo se naučili poslušati. Ja, to je bilo ful dobro. Imam feeling, da še zdaj, kako današnje predavanje poteka, v živo vam, pa še posneli bomo. Zakaj? Zato, ker je veliko ljudi, ki danes bi prišlo, če ne bi bilo korone, če ne bi bilo teh ukrepov, pa CT pogojev in vsega, bi veliko ljudi verjetno več prišlo, kot vas je zdaj tukaj noter, tako bojo pa raj pogledali doma. Ampak bojo poslušali, spet bojo poslušali. Dobra, Ana, taka realna. In v času korone, če je bilo pred korono, smo rekli tisti kvadratki so bili kako pred korono, je bilo tako nekako. Dali smo največ na telesno, potem nekako na duševno in potem šele socialno. Kaj je bistvo socialne blaginje? Da je taka fajn za konc. To je to. Začeli ste se pogovarjati. Kaj jih malo ste spoznali tudi določene sosede, kaj jih prej niste sploh porajtali, pa ste zvedeli, da imajo otroke, pa ste zvedeli, kaj delajo, kako delajo ali karkoli. In zato se socialna blaginja povečala. Ful se je povečala. V času korone, covida, prvega vala, čak nam je nehal delati. A smo v času epidemije COVID-19 postali hipervigilni? Kaj je hipervigilnost? Bi znal povedati, čistko nauč. Hipervigilnost je pač neko stanje povečane budnosti. Poveča se zaskrbljenost, tesnobnost, predvsem se poveča strah pred boleznijo. Kokrat ste prej stopali pred ogledalo, pa se pogledali, pa rekli, kaj pa če je to pa to narobe, prej. Recimo, sem zakašljal, 1 let nazaj, pa 2 let nazaj sem zakašljal, pa zakašljal sem. Zdaj, ko zakašljam, moram na test, pa sem cepljen, pa sem prebolel, ali pa ne vem, karkoli. To je ta hipervigilnost, to je ta budnost. Mi pač nenehno skeniramo svoj telo, pač prežimo na te neugodne telesne simptome in iščemo, kaj pa če je to slučajen to. Ampak nažalost je vse povezan pač s korono. Hipervigilnost pomeni, da mi nekako ratamo sami svoj varnostnik. Pač ful smo pozorni. Do česa lahko ta hipervigilnost privede? Pomislite, zelo enostavno. Do česa lahko privede? Do tega. Ja, preveč nas začne skrbeti.
Tako, enostavno, pohna glava, samo korone. Zadnje let samo o koroni razmišljamo, nič drugega. Čez nič drugega, samo korona. In to je bila največja slabost tega. Taka. Veste, koliko je takih ljudi, ki ima pohno glavo. Takole. A si lahko pomagamo? Zdaj pogovarjamo se samo o koroni. Pogovarjamo se o zdravem življenjskem slogu, pač življenjskem stilu, povezavi s korono. A si lahko pomagamo? Lahko. Zelo enostavno. Preberite preverjene informacije. Ne medije, ki so sponzorirani od ne vem koga pa ne vem kaj. Preberite si preverjene informacije. Pojdite na NIJZ-jevo internetno stran. Stvar je malo zakompleksana, taka zakomplicirana, ampak ko jo enkrat spoznaš, vidiš, kje moraš gledati, kaj moraš gledati. Pojdite na NIJZ-jevo stran, pa tam si preberite podatke, ki jih rabite. Super navodila imajo. Na NIJZ-jevi strani lahko preberete, kako lahko poskrbite za zdrav način prehranjevanja zdaj v času epidemije oziroma tudi po epidemiji. Vse to, kar smo danes v eni uri povedali, imajo oni tam lepo napisano brošuro narejen. Pač NIJZ, ker za NIJZ-jem stojijo strokovnjaki, ki so šolani, ki so postavljeni samo za to. Ne strokovnjaki, ki so financirani strani nekega, dajmo reči, farmacevtskega lobija ali karkoli. Pa zdaj govorim čisto laično. Kar se tiče omejitev in novic, jaz se ne spomnim, kdaj sem nazadnje šel brati kjerkoli portal. Ali to 24 ur, ali to MMC, RTV Slovenije. Nič, enostavno nič. Tudi nočem dnevnika več gledati. Kaj preberem? Preberem, ko zjutraj prijem v službo število okužb za prejšnji dan, zato ker se ukvarjamo s testiranjem tudi pri nas, da vidim, kje smo, kako smo, in to je to. Ko smo zdaj planirali dopust, smo pač mogli samo preveriti, kako skozi katero državo iti, ko smo šli na daljše potovanje z avtom. Pa zaradi otrok, pa zaradi sebe, da vem, kaj me čaka, ko kam pridem. Ostalo, nič, enostavno nisem. Zato dajte res, 2krat na dan preberite tisto minimalno, kar rabite, in to je to. Zamotite se s kakšnim modelom. Delajte, raj kaj delajte, pojdite na vrt, pojdite okoli hiše pospraviti, prebeljte stanovanje, zamotite se z delom. Zamotite se z delom in ta slika bo čist drugačna. Ne bo taka. Ne bo ta oblaček za vami malo manjša. Kaj lahko še naredite v povezavi z zdravim življenjskim slogom? Dodajte kakšno telesno aktivnost. Dodajte si kakšne razbremenite, poskrbite za razbremenitev. Tehnike sproščanja smo že rekli, dihalne vaje, neko vizualizacijo, nečesa lepega. Spomnite se za nazaj malo, kako ali karkoli. Lahko si pomagate. To je to. Jaz bi zaključil, sam bi zaključil z eno drugo stvarjo. Ko se je korona začela, je bila moja žena noseča. In imamo eno tako filmsko zgodbo, se je dosti dolga, pa je raje nam, ampak tako, ko je moja žena prišla domov, sem jaz na očetovskem dopustu. In jaz sem že 40 let doma na Jesenicah. In po 40 letih sem jaz odkril en ful dober prostor pri nas doma, nad našo vasjo. To je moja klopca, jaz pravim. Jaz sem to klopco šel milijonkrat že. Ne glede na vreme, ne glede na uro, nič me ni ostalo. In jaz grem kje gor in jaz idem gor na film baterije. To je sprehod, ki lahko traja 40 minut ali pa 3 ure. Grem z otrokoma, grem ženo, največkrat sam. Sem res obiskal ful velikrat. Kakšno vprašanje? Pa ne o picah, kako jih pripravljajo. Ok, če to je to, jaz upam, da se vidimo kmalu, kakšno naslednje predanje, naslednji mesec bo ponovna tema, mislim, da pride Kaja s temo, tako da imamo že določen. To je to. Hvala lepa.